Dober dan, voščim Vanja Trkman v današnjih korakih do uspeha. Če smo zadnjič govorili o ženski energiji in vadbi ter vajah, ki so namenjene prav ženskam, bo tudi tokratna oddaja nekoliko bolj namenjena nežnejšim predstavnicam v svetu podjetništva, če lahko tako rečem. Slovensko deželno gospodarsko združenje SDGS ima svojo sekcijo ženskih podjetnic, ki je uradno nastala prav pred kratkim na prvem občnem zboru v prostorih Zadružne Kraške banke Trst Gorica na občinah. In kot bomo izvedeli, je samo združenje delovalo že veliko pred tem. Dober dan voščim današnjima gostjama Mateji Milost in Tatjani Tavčar, predsednici in podpredsednici združenja. Dober dan. Dober dan. Dobrodošli v studio Radia Robin. Na kratko še za uvod, Slovensko deželno gospodarsko združenje je najpomembnejša slovenska gospodarska organizacija, ki si prizadeva za ekonomski razvoj Slovencev v Italiji. Skozi različne sekcije nudi pomoč in podporo svojim članom in skrbi za razvoj čezmejnih stikov ter sodelovanja na gospodarskem področju. In kot rečeno, sedaj ima tudi sekcijo ženskih podjetnic. Kako sta se sami pridružili na klubu? Pa morda, če vaju na tem mestu še nekoliko malce bolj osebno predstavim. Mateja Milost, vi imate več kot 30-letne izkušnje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij, ste tudi predavateljica. Kako ste prispeli v ta klub? No, moram reči, da sem sama pravzaprav vpeta v sodelovanje z Italijo in seveda tudi s čezmejnim področjem, tako kot ste omenila, čisto že poslovno. 30 let v podjetju Fimago pomagamo tako slovenskim kot tudi italijanskim podjetjem, da na nek način sodelujejo. Govorimo predvsem o poslovnem, o prodajnem, torej o svetovanju na področju gospodarstva, če hočemo temu reči tako. Poleg tega sem tudi direktorica Slovenskega izobraževalnega konzorcija, ki deluje v Gorici na italijanski strani. Sem tudi drugače tako in torej na različne načine povezana tudi osebno in zasebno, tako da sem v tem sodelovanju z italijansko stranjo, posebej pa s čezmejnim prostorom, odvedno videla neko veliko priložnost in en velik potencial. In morda tudi zato ta prvi naziv predsednice novo ustanovljene sekcije. No, podpredsednica Tatjana Tavčar, tudi sami prihajate iz gospodarskih vod, pravzaprav ste ustanoviteljica podjetja, ki se mogoče tradicionalno oziroma ki ga mogoče redko najdemo pri ženskah oziroma se ženske nekoliko redkeje lotevajo tega posla. Ste namreč, podjetje ima poslovni sedež v industrijski coni v Trstu, poslujete na tržaškem območju in ste specializirani v oblikovanju in izdelavi prometne signalizacije. Kako ste sami zašli v te vode? Povsem naključno, ukolikor sem srečala enega podjetnika, ki je on že sam izdeloval cestne znake in je bil na koncu svoje kariere in sva začela tako tesno sodelovati, da na koncu je pristal, da sem odkupila njegovo dejavnost in z prihodom tudi mojega takratnega partnerja v privatnem življenju smo potem razvili to podjetje. In sedaj ste že v 6, 7? V 6 in če stemo stažista, smo tudi v 7. In tudi podpredsednica novo ustanovljene sekcije ženskih podjetnic. Kot rečeno, se srečujete že kar nekaj časa, neformalno sicer. Kako ste se našle? Koliko vas pravzaprav je, Mateja? Torej, začele smo se družiti marca 2023 iz čiste želje po povezovanju, po iskanju nekih sinergij, potem, da predebatiramo neke ženske problematike, da natkemo kakšno povezovanje, torej ne samo na italijanski strani, torej ne samo v okviru območja slovenske narodne manjšine, ampak tudi čez meje in širše. Tako da takrat smo se začeli družiti čisto tako neformalno. Potem smo že v istem letu izvedle tudi prvo bom rekla temu poslovno pot, sicer v smislu druženja. Odšle smo v Ljubljano, srečale smo podjetnice, predstavnice Slovenske gospodarske zveze
Univerze iz Celovca, prisluhnile zanimivemu predavanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, odšle na ogled Medexa, ki ga vodi tudi zelo uspešna podjetnica, lastnica, direktorica. Tako da začeli smo na en tak zelo sproščen način, potem pa kmalu seveda ugotovile, da je neka formalna organiziranost vendarle nujna, če želimo delovati resno, ciljno in seveda, da smo kompetenten sogovornik drugim organizacijam in da lahko pravzaprav se potegujemo za projekte, da morda lahko sodelujemo v razpisih. Skratka, formalno delovanje postane kmalu nujno. Nekaj o nastanku in delovanju ste nam že razkrili. Kako pa sedaj vaša srečanja potekajo v praksi in seveda kakšne načrte ste si zadali? Do formalne ustanovitve sekcije smo se srečevali približno 3-4krat, vsake 3-4 mesece. Smo se srečevali na Tržaškem, na Goriškem, v prostoru SDGZ-ja. In je bilo pa še lepše, ko smo se srečevali v gostinskih obratih naših članic, kjer smo lahko tudi zaključili srečanje s tako zvanim aperitivom. Sedaj pa, glede na vse projekte, ki jih imamo v planu in ki so že tudi zapisani v agendi, mislim, da se bomo vsaj kot odbornice srečevali res dosti bolj pogosto. Kar se tiče ciljev in načrtov, mreženje, sodelovanje, to pomeni krepitev poslovnega in drugih oblik sodelovanja med članicami in tudi članicami SDGZ-ja in tudi drugimi podjetji in podjetnicami, bodisi v regiji Alpe-Adria in ne samo, širjenje kulture in vrednot ženskega podjetništva in nenazadnje izobraževanje, kar je tudi lahko samo že ena izredno dragocena izmenjava izkušenj in nasplošno izmenjava nasvetov in dobrih praks. Začeli ste pa uradno, kot rečeno, prav pred kratkim, konec marca oziroma v začetnih dneh aprila. Drži, koliko vas je, ste se preštele? V odboru nas je 10 zelo aktivnih članic, mislim, da nas je približno 30. Okoli 100 pa je število podjetnic, ki trenutno je včlanjenih v SDGZ. Mateja, predsednica združenja, imate načrte, da bi privabile v vaše vrste še koga? Kako in kdo se lahko pridruži? Torej, v prvi meri si želimo, da bi tiste podjetnice, ki so že članice Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in sicer sodelujoče v različnih sekcijah, da bi se pridružile naši skupini, se pravi, imamo nekako potencial, da pridemo do 100 poslovnih žensk, do 100 podjetnic, ki so že v tem prostoru. Se pravi, govorimo o podjetnicah iz Goriške, Tržaške, pa mislim, da tudi Videmske pokrajine, torej pripadnice Slovenske narodne skupnosti v Italiji. To je recimo tista naša primarna in prva skupina. Imamo v skupini tudi nekaj podjetnic, ki so Italijanke, se pravi pripadnice večine. One zelo obogatijo to našo skupino, to našo skupnost. Imamo pa nekolikšen izziv z jezikom, namreč večina naših dogodkov je v slovenskem jeziku, tako da razmišljamo, kako bi premostile to težavo, da bi privabile morda še kakšno iz italijanskih vrst. Seveda pa, ker gre ne samo za torej prostor slovenske skupnosti v Italiji, ampak gre za širši čezmejni prostor, v katerega smo vpeti. Imamo že v naših vrstah tudi podjetnice iz slovenske strani meje, jaz sem namreč ena izmed njih. In seveda tudi v našem nadaljnjem delovanju, torej primarno ostajajo pripadnice Slovenske narodnostne skupnosti v Italiji, potem v drugem koraku pa seveda tudi podjetnice iz nekega čezmejnega prostora, kajti cilj naše sekcije ni samo neko poslovno delovanje, poslovno sodelovanje, ampak želimo združiti ženske, ki jim je mar za razvoj tega pomembnega, specifičnega in bogatega čezmejnega prostora. No, morda v tej luči, Tatjana, kako so pomembna ta združenja, prav če se navezujemo na to, kar je Mateja sedaj povedala? Mislim, da ko se je skupina, se ima večjo moč, recimo moč lobiranja, recimo,
sama lahko vodiš eno bitko, ustvarjamo pa lahko sam hrup, samo če smo večja skupina. Združenje imajo namreč glas v institucijah, na strokovnih srečanjih in tudi pri razpisih imajo drugačno pogajno moč. Biti v združenju pomeni imeti tudi možnost dostopa do ključnih informacij, kar pomeni predogled predpisov, sveži razpisi, tehnične posodobitve in nasplošno spremembe v normativah. Se gre tudi za ciljno usmerjeno mreženje in ni samo, kot je rekla Mateja, na izmenjava vizit. Tukaj se lahko dobi zanesljive dobavitelje, strateške partnerje in tudi verjetno kakšnega novega naročnika. Izobraževanje, rast je tisto, kar stalno ponavljamo, da je med poglavitnimi cilji naše sekcije, našega združenja. Ukolikor je mogoče pripraviti prav prilagojene tečaje in seminarje glede na naše potrebe, na tisto, kar čutimo, da bi bilo treba izpopolniti in izboljšati. In nasplošno nasveti in vse svetovanja za poslovno in tudi osebno rast, ukolikor vsaka s svojimi izkušnjami na različnih nivojih, z različnih starostnih skupin, da en tak zelo, zelo dragocen doprinos, ki se ga nadobi v knjigah. Absolutno. Bi rekli, da je še vedno ženskam težje uspeti v tem podjetniškem svetu, Mateja? Jaz bi rekla, da je ovir vedno manj, da je pravzaprav ženskam je odprta pot v podjetništvo, ker je vendar to neka osebna odločitev, torej to imamo z zakonodajo, imamo na vseh področjih zagotovljeno enakost spolov, tako da gotovo sama odločitev, da stopiš v podjetništvo, je osebna, je tvoja, možnosti so. Seveda so tudi ovire, ženskam se je še vedno potrebno mogoče malo več dokazati kot moškim. Moramo biti še bolj karizmatične, še bolj argumentirane, morda še boljše tudi, bom rekla, v smislu čisto neke strokovnosti, da hitreje pridemo, kot bi sicer prišle, ta pot je morda moškim malo olajšana. Torej, so še nekatere ovire, jaz bi rekla, da jih je kar veliko že premaganih, so pa velike notranje ovire. In to so pa ženske, v bistvu, ki v svojih glavah še vedno morda občasno, ko pride do pomembnih odločitev, gojimo misel, ali bom temu kos. Kako naj ženska to zmore, glede na to, da je tudi mati, žena, da mora držati družino skupaj. Saj sem samo ženska. Torej, jaz bi rekla, da moramo premoščati predvsem velike ovire v glavah in v samozavesti pri ženskah. Omenila sem čezmejno regijo Alpe, Jadran in potencial. Sploh letos v letu Evropske prestolnice kulture Nove Gorice in Gorice veliko govorimo o brezmejnosti, ki je pravzaprav slogan. Kako čutita sami to brezmejnost in kakšno je sodelovanje med podjetniki iz obeh strani meje? Tatjana? Brezmejnost mora pomeniti sodelovanje med podjetniki, med institucijami in skupnostmi in mora potekati neovirano, kot res, da meje ne bi bila limit in ovira. Že sami evropski projekt Interreg, na primer, omogoča, da podjetje iz različnih držav skupaj razvijajo rešitve brez zapletov glede nacionalnosti. Sodelovanje med podjetniki pomeni večjo konkurenco, večjo konkurenčnost, skupne nastope na mednarodnih trgih in prenos dobrih praks in inovacij in gotovo tudi lažje pridobivanje evropskih sredstev. Alpe Jadran ni le stičišče treh držav, je prav stičišče priložnosti. Ko podjetniki sodelujo čez mejo, ustvarijo regijo, ki je povezana po ambicijah in nerazdobljena. Kar se tiče samega sodelovanja med podjetniki, sem prepričana, da bo tudi naš doprinos kot sekcija podjetnic SDGZ-ja lahko privedel do intenzivnejšega mreženja. Torej je potencial. Mateja, bi še kaj dodali, kako sami čutite to brezmejnost? Ko govorimo o čezmejnosti oziroma, tako kot ste rekla, brezmejnosti, jaz prvo čutim ta naš čisto, preden gremo na Alpe Jadran regijo, ki je dejansko že srednjeevropska dimenzija, čutim to čezmejnost in to brezmejnost čisto na našem
čezmejnem slovensko-italijanskem območju tu ob meji. In glede tega, čisto tako v praksi, iz življenja, bi rekla, da je bilo veliko postorjenega, da sta danes, če govorimo o Goricah, obe Gorici, seveda kar precej bolj združeni, kot sta bili včasih, da so iniciative v okviru EPK-ja pomemben korak na tej poti, vendar pa se mi zdi, da še vedno ostajamo, vsaj kar se gospodarskega sodelovanja tiče, še vedno bolj na nivoju nekih formalnih pobud, torej na nivoju nekih institucionalnih zadev, da pa premalo na golem terenu živi res tisto gospodarsko, poslovno, medsebojno živo sodelovanje med podjetji in podjetniki z obeh straneh meje. Torej tukaj so še nadaljni izzivi na tem področju predvsem? Zelo veliko se mi zdi, da imamo še izzivov na gospodarskem področju, da pride do resnega, konkretnega sodelovanja, ne samo na nivoju lepih besed. Seveda potem je potrebno temu prilagoditi in postoriti še marsikaj, tudi zmanjšati kakšno administrativno oviro. Konkretne korake že naštevate, prvi bi bili torej administrativni? Ja, gotovo. Torej, brž, ko začnemo, ko se podamo na pot kakršnekoli aktivnosti, nekega gospodarskega sodelovanja, ustanavljanja podjetij, česarkoli že, bilo na zasebnem, bilo na poslovnem področju, kmalu naletiš na sistem, na ovire, na zakone, na administracijo, na birokracijo, ki še vedno ovira, da bi to sodelovanje bilo res fluidno. Torej, to prav prvo. Potem, zakaj ne bi recimo naredili neke skupne podjetniške inkubatorje, neke coworking prostore, ki bi bili čezmejni, tam bi se podjetniki, recimo, če govorimo predvsem o mladih generacijah, tam bi se srečevali, tam bi lahko osnovali kakšne skupne inovativne projekte. Gotovo je tudi velika ovira še vedno jezik, z nekako obžalovanjem, opažam, da mladi na naši strani meje redko da dobro obvladajo italijanski jezik. Seveda, tudi Italijani še ne govorijo slovensko, tako da, če želimo govoriti o kakršnikoli brezmejnosti, potem moramo znati tudi brezmejno, prosto, sproščeno komunicirati. Komunikacija spodbuja sodelovanje in če je ovira pri jeziku, potem imamo tukaj že eno oviro, tako da spodbujanje v šolah, tako in drugače znanje italijanščine, kar se tiče slovenske strani. In seveda na drugi strani malo več. Prejle smo začeli z regijo in je prav, da nadaljujemo v tem smislu, torej katere dogodki se že napovedujejo, kar nekaj dela vas čaka že v prihodnje, kaj ne, Mateja? Ja, tako je, torej mi smo si že takoj na začetku našega delovanja, tudi še takrat, ko nismo bile formalno povezane, smo si zadali nek cilj, da ne bomo ostali samo lokalne in čezmejne, ampak da bomo poskušali prav ta naš zanimiv prostor povezati in ga uvrstiti v neko mrežo, ki bo širša. Tako da smo, to bi morda še povedala za nazaj, preden omenim za naprej, tako da smo že, preden smo se formalno ustanovili lani, 10. aprila 2024, izvedli zelo lep, pomemben, velik dogodek, ženske v vodenju, kjer smo prav tu v Novi Gorici gostile približno 80 poslovnih žensk iz regije Alpe-Jadran. Torej, to so bile podjetnice iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Madžarske in pa Avstrije, skupaj z Gospodarsko zvezo iz Celovca. Govorili smo o ženskah v vodenju, imeli smo eminentne goste in to nam je dalo pogum, da smo si tudi v nadalje začrtali sodelovanje na dogodkih, ki so več kot samo čezmejni, ki so torej regijski in bomo videli tudi mednarodni. Torej 10. junija odhajamo v Celovec na dogodek Slovenske gospodarske zveze, kjer bomo skupaj na enem takem delovnem dnevu v različnih panelih razmišljali predvsem o vlogi mladih žensk v podjetništvu in poskušali podpreti mlade ženske tako in drugače, jim dati neke ideje, znanje, neko moč, da grejo po tej poti naprej. Drugi dogodek, ki bo pa zelo, bom rekla, globalen in mednarodni,
pa se bo odvijal 20. in pa tudi 19. in 20. junija v Novi Gorici. Gre za ustanovitev SGBN, torej Slovenian Global Business Network. Gre torej za slovensko mednarodno poslovno mrežo, ki povezuje poslovneže, podjetnike slovenske narodnosti, ki delujejo po svetu, torej ne samo lokalno, ne samo evropsko, tudi globalno. In v okviru tega bomo dne 19. junija imeli ta formalni del, kjer ne bomo sodelovali aktivno, bomo pa 20. junija v popoldanskih urah imeli ženski panel SGBN, kjer bomo poskušali s podjetnicami, ki bodo prišle iz celega sveta, ne vemo še koliko jih bo, ampak gotovo bo to ena lepa udeležba, bomo poskušali začrtati tudi mednarodno sodelovanje. Je to tudi kaj povezano z Evropsko prestolnico kulture? Gotovo, gotovo je že lokacija, že sam dogodek se odvija prav tu s tem namenom, gotovo, da pride do sinergije obeh dogodkov, obeh pobud. Tatjana, ko vaju takole poslušam, pa je bilo pred vašim povezovanjem, pred samo ustanovitvijo sekcije, torej nek manjko na tem področju, ste pogrešali podporo institucij? Ja, ni bilo nobene take znane oblike sodelovanja. Zaradi tega, ko so me obvestili, da se je začela srečevati skupina žensk, mladih podjetnic, uspešnih poslovnih žensk, sem hitro izkoristila priliko in sem šla na prvo srečanje. In sem takoj razumela, da sem želela biti zraven. Vse ideje, vsa energija, vsa podpora, vsi nasveti, vse dobre prakse, ki sem jih slišala v vsakem srečanju do zdaj, so mi bili res izreden dragocen vir samozavesti. Se pravi, kaj bi pa svetovali recimo mladim podjetnicam? Jaz bi si želela, da stopijo v našo sekcijo oziroma da nam sledijo vse tiste poslovne ženske, ki prvič si želijo deliti svoje lastne izkušnje, znanje in ideje, ki so lahko vzor mladim ženskam in tudi ne samo mladim, in vabim tudi vsa dekleta, ki želijo postati uspešne poslovne ženske, ker podpora, ki se jo lahko dobi, in ponavljam, nasveti dobre prakse so res zelo dragocen vir rasti, osebne in poslovne. Kaj bi Tatjana Tavčar in Mateja Milost postavili na prvo mesto, če vaju vprašam, kaj je najpomembnejše v svetu podjetništva? Mislim, da se ne gre samo za en sam dejavnik, se gre za vizijo, se gre za prilagodljivost in tudi za eno učinkovito mrežo sodelavcev in partnerjev. Vizija jo pojmujem kot dolgoročni cilj in dolgoročne strategije, ki daje podjetju smer in ki mora navdihovati zaposlene, da verjamejo v ta skupni cilj. Brez jasne vizije podjetje pogosto izgubi kompas in reagira izključno na zunanje vplive, namesto da bi ustvarjalo lastne priložnosti. Sem omenila prilagodljivost, trg se namreč nenehno spreminja, tehnološki napredek, nove normative, spremembe v vedenju potrošnikov. Podjetnik mora namreč hitro odreagirati, mora sprejemati premišljene odločitve in optimizirati poslovne modele. In tisti, ki se ne znajo prilagajati, menim, da hitro izgubijo konkurenčno prednost. Nenazadnje je zelo pomembna tudi mreža, odnosi s sodelavci, s lastnim timom, s partnerji, s strankami in drugimi deležniki. Dobri poslovni odnosi so namreč temelj zaupanja, ki olajšajo sklenitev dogovorov in pripomorijo k reševanju kriznih situacij. Mateja, morda, ker nisem slišala, čustvena inteligenca je tudi pomembna? Ja, jaz bi pravzaprav začela kar z osebnostjo. Torej, biti podjetnik je gotovo način življenja. In ko sem sama večkrat mentorirala mlade potencialne podjetnike, smo z nekaterimi kmalu ugotovili, da pravzaprav ne bodo podjetniki. In to ne zaradi tega, ker ne bi imeli nekega znanja, ker ne bi imeli neke dobre poslovne ideje, ampak zato, ker jim je bila na prvem mestu varnost. V podjetništvu ni varnosti. Torej gre za neko osebno naravnanost, kjer ti je svoboda, želja po ustvarjanju, tista prva, in kjer seveda ti tveganje ni tuje. Torej, gotovo kot podjetnik moraš biti pogumen in imeti torej, te vrednote. Želim kreirati, ustvarjati,
sprejemati premišljena tveganja, ampak gotovo nisi v zaledju neke varne večine. Ne? In tu že prestopamo neke te meje, o katerih smo govorili, torej kakšne izzive imajo ženske v svetu podjetništva, kaj ne? Varnost je pravzaprav tista neka osnovna vrednota, kateri ženske težimo v povprečju. Se s tem ne strinjate? Ja, gotovo. Mislim, varnost je absolutno med prvimi vrednotami človeka nasploh. Morda seveda ženske še toliko bolj, ker se imamo za nekoliko šibkejši spol, kar se vsaj fizične moči tiče, čeprav smo na nekaterih drugih področjih bistveno močnejše. Vendar varnost ne pomeni, torej to, da ni varnost prva vrednota v smislu, to ne pomeni, da si v nevarnosti. Ne? To pač pomeni, da si sposoben zdržati nekatere pritiske in si ustvariti tako okolje, da si kljub temu, da si svoboden in da si sam služiš kruh, še vedno na varni strani. Govorimo o premišljenih, recimo temu dokaj varnih tveganjih. Pa ima po vajini oceni morda prav ženska kakšne posebne prednosti, Tatjana? Po mojem, kot pravi Mateja, je čustvena inteligenca značilnost ženskega nežnejšega spola, recimo tako. Bi pa dodala, da je res naš doprinos k vodenju podjetja krepko različen od moškega pristopa. In imam občutek, da lahko rečemo, da imamo eno bolj razvito razumevanje bodisi zaposlenih, kot tudi strank in poslovnih partnerjev. Mi smo bolj naravnane za gradnjo odnosov in smo bolj odprte za sodelovanje, kar gotovo spodbuja timsko delo in tudi inovativnost v podjetju. In tudi mreženje, kot sem poudarila večkrat, in učinkovito pogajanje. Mislim, da smo bolj previdne tudi v finančnih odločitvah, kar lahko pomeni tudi stabilnejše poslovanje na dolgi rok. In ta naš drugačen pristop, naša empatija, imenujemo jo tudi fleksibilnost in sposobnost vodenja ekip nam da možnost, da lahko tudi mi vztrajno in prilagodljivo, izjemno vodimo podjetja. Za konec bi se dotaknili še nekoliko vašega pogleda na ženske na vodstvenih položajih, o katerem smo že prej nekaj povedali. Recimo v svetu politike je kar nekaj opaznih, kaj pa v svetu podjetništva? Imate morda kakšno vzornico ali zgolj podjetnico, ki jo zelo cenite? Mateja? Torej, rekla bi tako, nimam posebne vzornice, na katero bi se danes ne naglašala, bi rekla, to pa je to. Veliko je uspešnih zgodb, vsaka je edinstvena, vsak korak na vsaki poslovni poti, iz vsakega bi se lahko nekaj naučili, ne? Torej, vse je bilo vredno, tako da bi se iz tega pravzaprav lahko, če bi različne uspešne ženske povabili v en krog, morda na eno okroglo mizo in poslušali njihove življenjske zgodbe, bi se lahko ogromno naučili. Ne? Torej, ne bi res izpostavila eno, ampak vsaka izmed nas ima zgodbo, ki jo je vredno deliti in od vsake se lahko nekaj naučimo. In to je tudi tisto, kar bi mladim ženskam podala malo kot nasvet. Ni vam treba vseh napak ponoviti, ki smo jih morda storile mi, Tako da eno tudi to, da ima naše združenje kot eno izmed nalog tudi to, da podpremo mlade ženske, jih malo pomentoriramo, da jim pomagamo, ker naše zgodbe so seveda lahko pomembne iztočnice za njihovo poslovanje naprej. Tatjana, imate morda vi kakšno podjetnico, vzornico, ki bi jo izpostavili? Ne, tudi jaz kot Mateja nimam nobene posebne misli, ki bi lahko rekla, da je oseba, ki jo nadpovprečno cenim. Tudi jaz se povežem na to misel in rečem, jaz res občudujem vse ženske, ki so uspešne na delu, vse ženske, ki, ko predstavijo svoje poslovno življenje, jim žari pogled in me nalezejo z njihovim navdušenjem. Vsaka poslovna ženska je lahko vzor, je zgodba o pogumu, o vztrajnosti, o pametnih odločitvah in je dokaz, da je mogoče graditi posel in ostati zvest svojim vrednotam in voditi podjetje
z glavo in s srcem. Pa si včasih prav ženske, govorim nasplošno, preveč naložimo v poslovnem življenju, pa vemo, doma nas čaka perilo, pa otroci in tako naprej. Imate, jak imate? Ja, v svojih 30 letih bi kar rekla glasno, da, res je. Preveč si včasih naložimo, preveč smo zahtevne predvsem do sebe. Ne? Večkrat rečemo, okolje je zelo zahtevno, res je, ampak zelo smo zahtevne tudi same do sebe. In ko se posvetimo enemu področju, gotovo takrat popustimo na tem drugem, ne? Takrat, ko se res močno posvečamo poslu, morda v družini malček izostanemo in imamo neke občutke krivde, ko podpremo družino, takrat malo posel zašepa morda, oziroma takrat imamo občutke bolj, da posel šepa. Ne? In torej, dejansko uspešna ženska je morda tista, ki zna upravljati predvsem sebe in svojo zahtevnost. Ne? Tista, ki zna malce brzdati svoj perfekcionizem, ker včasih so pričakovanja okolice manjša od tistih, ki jih imamo same do sebe. Pa morda, da znamo tudi kdaj delegirati kakšno zadevo, Tatjana? Ja, zna delegirati je ena izredno lepa sposobnost, ki mislim, da verjamem, da bo tudi na tema enih naših predavanj, sklepam, da smo o tem tudi govorili. Delegiranje pa zahteva tudi en določen proces, ki če se mu ne sledi, gre končati zelo slabo. Zaradi tega treba biti res zelo natančni pri temu. Zaupati lastnemu timu in nasplošno imeti srečo, imeti prave elemente v ključnih mestih v lastnem podjetju je ključ za uspeh. Zaradi tega verjamem v izobraževanje, verjamem v brainstorming, verjamem v različne zorne kote, predlaganja novih procesov in katerakoli ideja je vedno dobrodošla ideja. Če ne že, se lahko reče, da ni funkcioniralo. Zaradi tega, katerikoli poraz ni, da je nekaj katastrofalnega, je samo na lekcija, da se ne ponovi. Za naprej. Ja, mlade podjetnice, upam, da poslušate, kajti kar nekaj zanimivih istočnic sta nam nanizali in gotovo je zanimivo tudi prisluhniti tem vašim dogodkom, ki se še obetajo. Za danes pa hvala za vse povedano, za obisk v našem studiu in veliko uspeha in zagnanosti tudi v bodoče. Hvala vam za povabilo. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami. Prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.